Prečuden cvet je v grapi črnih, zabitih partizan leži. Leto se v žalni velestani, na njih oblak kot luč gori. Glej rodno zemljo, glej višave, odite v razsvetljeni dan. Na grobu cvetne smrtne slave, doslej na naših dihne znan. Prečuden svet je v grapi črnih, cvet iz globokih koreni. Nad njim odmeva glas srebrni, premagal smrtje, vlad trpi. Padlim in žrtvam v spomin in nam v opomin bo svoje misli v besedah spomina delil z nami podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin, ki je tudi član našega spominskega društva. Lep pozdrav vsem tovarišice in tovariši, borke in borci, gospe in gospodje, predstavniki četrtne skupnosti, članice in člani mestnega sveta. Današnja tradicionalna slovesnost je še toliko bolj pomembna, ker je letošnje leto v znamenju 70-letnice osvoboditve izpod fašizma in nacizma. Čeprav je obeležje tukaj posvečeno padlim v narodnoosvobodilni borbi, talcem in internirancem, bi rad, da se ob tej priliki spomnimo vseh, ki so padli v 3 slovenskih vojskah. V Majstrovi koncem prve svetovne vojne, zdaj bo 100 let od tega, v partizanski vojski in pa v manevrski zaščiti, katero smo 25-letnico praznovali v začetku tega meseca. Najbolj buri duhove še vedno narodno-osvobodilna borba. Tisti, ki gledajo v zobe, ne zaradi tega, da ne bi bilo jasno, da so bili partizani del zavezniške zmagovalne vojske, ampak iz 2 razlogov. Prvo, ker želijo relativizirati vlogo tistih, ki so sodelovali z okupatorjem, z domobranci in tako dalje. Za te isto
Za te prav tako hočejo prikazati, da so padli za svobodo in za domovino. Za svobodo in domovino so padli te, katerih spomeniki stojijo tukaj, oni drugi pa so padli zaradi svobode in zaradi domovine. In ne za svobodo in za domovino. In drugi razlog je v tem, češ, da je bila narodnoosvobodilna borba izkoriščena za revolucijo. Da, revolucijo, ampak države bivše Jugoslavije po napadu aprila 1941 ni bilo več. Kralj in vlada sta zbežala v tujino, vojska je kapitulirala čez 10 dni. In državo je bilo treba ustanoviti na novo. In kdo določa, kakšen bo ustroj nove države? Zmagovalci, ne poraženci. In pravim, da še sreča, da smo imeli po vojni enopartijski sistem oziroma enostrankarski sistem, da je bila domovina tako hitro obnovljena in da je Slovenija in Jugoslavija nastanile tak velik družbeni napredek. In tisti, ki jim sistem ni bil všeč, češ, da je enopartijski sistem, tisti so zahtevali tudi spremembo tega sistema in do tega je dejansko tudi prišlo. In mnogi od tistih, ki so hoteli kapitalizem, danes niso zadovoljni, ker še nismo iznašli na svetu sistema družbeno-političnega, družbeno-ekonomskega sistema, ki bi bil za vse primeren in pravičen. Kaj pa je danes begunska kriza, ki jo doživljamo te dni tudi v Sloveniji? To ni revolucija, ampak je upor proti družbeno-političnemu sistemu. Kajti tudi kapitalizem z različnimi oblikami, od kenzijanstva do neoliberalizma, je še vedno kapitalizem. Je na nek način izkoriščanje človeka po človeku. In zaenkrat človeštvo ni znašlo boljšega družbeno-ekonomskega sistema, kot je ta. Moj oče, ki je bil velik patriot, pripadnik komunist, zaveden Slovenec, nosilec partizanske spomenice leta 1941 in ki že 20 leto počiva tukaj na tem pokopališču in tudi nosilec partizanske spomenice 1941, je živel svojo spravo. Spravo v tem, da je razumel in spoštoval drugače misleče, posebej tiste, ki so bili verni. Ni se popustil vzeti ene zadeve, in sicer zgodovinske resnice. Kdo je osvobodil Slovenijo, da je bila to partizanska vojska, in te resnice, zgodovinske resnice, se ne bomo pustili vzeti niti v spominskem društvu Novi cvet in v vseh drugih organizacijah, ki
tako mislimo. Slava smo